Padci so v življenju zato, da se učimo ponižnosti. In hkrati prav skozi te padce postajamo vedno močnejši. Želim vam, da bi postajali močni v življenju iz besede, da bi postajali močni v oznanjevanju besede in da bi postajali močni v ponižnosti pred besedo. Naj bo blagoslovljeno to naše praznovanje in naj bo blagoslovljeno vse vaše življenje. Želim vam, da se vsak v svojem poslanstvu in svoji življenjski poklicanosti ne bi ugnezdili v svoje udobje. Le tako boste lahko pomagali tudi drugim vstopati v kakovostne, humane, resnično človeške odnose. V odnose z bližnjimi, z družbo, v kateri živimo, pa tudi v odnose s Kristusom, ki razsvetljuje tudi največje temine našega bivanja. Teološka fakulteta se večkrat pohvali, da smo majhna fakulteta, kjer pristne medčloveške odnose lahko ne le raziskujemo in preučujemo, ampak jih lahko tudi živimo. V izjemno veselje mi je, ko to lahko danes slišim iz ust študentk in študentov naše fakultete. Drage diplomantke in diplomanti, verjamem, da je bila tudi vaša izkušnja študija pri nas in da bo ta izkušnja in ne samo znanje, ki ste ga pridobili, trden temelj za vaše poklicno in osebno delo. Dragi diplomantke in diplomanti, nadaljujte dolgo tradicijo izobraževanja na področju teologije. Verjamem, da boste ostali pripadni in zvesti člani naše skupnosti alumnov, pripadni svoji almi mater. Na koncu pa bi zaključil še z eno mislijo angelskega doktorja, ki mi je nekako še posebej blizu, zato ker povezuje umetnost in znanost, ki sta zame vedno bile dve področji človekovega udejstvovanja, ki sta tesno povezani in obe dvigujeta človekovega duha. Zapisal je: znanost oziroma filozofija izvira iz začudenja, zato so znanstveniki oziroma filozofi, kot jih je on imenoval, nujno ljubijo mite in poetične zgodbe. V tem so si znanstveniki in poeti podobni. Delovanje obeh izvira iz začudenja nad svetom. Naj vas v nadaljnjem delu spremlja začudenje nad svetom, odkrivanje resnice in tudi iskanje skupnih vrednot in skupnega dela naprej. Spoštovani in dragi vsi navzoči, naslov današnjega govora je vzet iz psalma 36:10, kjer je predstavljeno veliko in presenetljivo odkritje psalmista, njegova duhovna izkušnja, globoko povezana s celoto teološkega sporočila Stare in Nove zaveze in s človekovim izkustvom vseh časov. Psalmi so poetične kompozicije, ki izvirajo iz globoke in močne vere pisateljev in izražajo edinstveno percepcijo, včasih popolnoma novo dojemanje časa, prostora, zgodovine, stvarjenja in tudi usode posameznika. Ko danes Tomaževo proslavo uradno zaključujemo svoj študij, mi misli uhajajo k preteklim študijskim letom. V srcu se mi poraja hvaležnost za vse dogodke, spoznanja in poznanstva, ki sem jih bila deležna na in zaradi teološke fakultete. V imenu vseh diplomantov bi se rada najprej zahvalila vam,
spoštovani profesori in profesorice, ki ste nas poučevali, širili naše okno znanja in nas spodbujali, da smo z radovednostjo in raziskovanjem prišli do novih spoznanj. Tukaj nismo zato, da bi bil kdo večji od drugega, da bi kdo izstopal na račun drugih. Ne. Poklicani smo k sodelovanju, k spoštovanju in k temu, da drug drugemu omogočamo rast. Kot je poudaril ameriški predsednik Ronald Reagan, resnično voditeljstvo ne pomeni dvigovanja sebe, ampak dvigovanje celotne skupnosti. Profesorji niste zgolj učitelji, ste vodniki in mentorji. Študenti nismo zgolj prejemniki znanja, smo iskalci, razpravljalci, tisti, ki prinašamo svežo energijo in izzivamo obstoječe misli. In zaposleni na fakulteti niste zgolj podpora, ste temelj, ki omogoča, da vse skupaj teče. Brez vas bi bili kot telo brez nog, kot beseda brez glasu. Vsak izmed nas ima svoje darove, dano nam je nekaj, česar drugi morda nimajo, pa naj bo to sposobnost učenja, poglobljenega raziskovanja, govorništva ali preprosto topline, ki jo prinašate v vsakodnevne odnose. To niso naključja, ampak darovi, ki nam jih je podelil Bog, da jih uporabljamo za skupno dobro.